Pri zdravljenju redkih bolezni se Slovenija, čeprav je na zemljevidu tako stare celine kot tudi na svetovni ravni zelo dobro uvrščena, srečuje z nenehnimi izzivi. Seveda pa tudi z dosežki. Tak primer je bilo zdravilo za zdravljenje sindroma CTNNB1, kjer ste skupaj s starši, s civilno družbo opravili gigantsko delo. Seveda pa ostajajo izzivi tudi za naprej. Ja. Res je, izdelati zdravilo za redko bolezen je zelo kompleksen proces. Mi smo imeli srečo, da smo se očitno pravi ljudje skupaj našli, a ne tako starša, kot v resnici vsi sodelavci, s katerimi smo uspeli se povezati in uspeli pripeljati zdravilo od čisto začetnih faz razvoja, kjer v laboratoriju pač narediš zdravilo tako, kot misliš, da bi moglo biti narejeno, prek teh prekliničnih faz do potem klinične študije. In dejansko je ta študija zdaj stekla, to je res orjaški dosežek. To, da v bistvu smo lahko zdravilo pripeljali do klinične študije, je zgodba, ki je ena 5 mogoče zgodb na svetu, ki so do zdaj tako uspele, sploh v luči tega, da je začetek te zgodbe bil s strani staršev, ki sta aktivno prevzela to vlogo koordiniranja in potem zbiranja sredstev za prve korake razvoja. Tako da zdaj je ta klinična študija stekla, prvi otrok je bil zdravljen, načrtujemo zdraviti še 11 otrok z celega sveta v kliničnem centru v Ljubljani in preverjamo predvsem varnost tega zdravila, seveda nas pa zanima tudi, če je učinkovito. Pričakujemo, da bomo prve znake učinkovitosti videli v nekaj mesecih, mogoče po pol leta po začetku zdravljenja, in če bo temu tako, potem bomo vedeli, da smo uspeli narediti uspešno zdravilo. Kaj pa bi morda med tovrstnimi izzivi, kajti omenjeni primer nikakor ni edini, kar se tiče redkih obolenj in pričakovanj po čimprejšnjem zdravljenju, morda želeli izpostaviti tudi, da nekako umirite skrbi in strahove staršev, ki do tovrstnega zdravljenja še niso prišli? Ja, to je v bistvu, jaz gledam na ta proces, ki smo ga mi uspeli speljati, kot na prvo lastovko, ki seveda še ne prinaša pomladi, ampak vsekakor pa obeta, da prihajajo velike spremembe za bolnike z redkimi boleznimi. Razvoj takega zdravila zahteva res enormne napore in to seveda tega niti ne počnemo v službenem času, to je vse nekako v svojem prostem času bilo narejeno strani vseh, ki smo bili tukaj udeleženi v veliki meri, in seveda to na dolgi rok ni vzdržno. Tako da v resnici ta prava pot je ta, da se v Sloveniji, kjer očitno znamo take stvari speljati, razvijajo platforme, kjer bi v bistvu lahko bolj nekako sistemsko urejeno take zgodbe se razvijale, od teh prvih faz do potem prehajanja v klinične faze, kajti mi to očitno lahko naredimo. Seveda bi bilo pa prav, da se te zgodbe bolj nekako enakomerno razvijajo in da se tudi v bistvu vrstni red razvoja zdravil nekako postavlja na pravo mesto, tako da ni to prepuščeno pač naključju, ampak da se izbere tiste bolezni, za katere je največ upanja, da bi lahko dobro zdravilo razvili. Kaj pa bi v tem smislu morda izpostavili po sistemski, organizacijski, logistični plati? Kaj bi bilo tisto, kar bi vam bistveno olajšalo delo na klinični ravni in omogočilo pravočasno, kakovostno, res celovito obravnavo? Nekatere stvari se že dogajajo, recimo ta center CTGCT, ki v okviru Kemijskega inštituta nastaja, se pravi center za nove celične in genske terapije, je v razvoju in ta bo se zanesljivo pomagal pri teh začetnih fazah. Ampak recimo pri tem kliničnem delu, ki naraščajoče veliko energije potrebuje, zato ker je v to vključenih potem res ogromno ljudi, recimo v naši klinični študiji sodeluje samo na naši pediatrični kliniki 30 strokovnih sodelavcev, in to je seveda orjaški napor cele skupine, ki to izvaja. Pri nas je recimo ta trenutek največji problem to, da imamo 6 od 15 mest za zdravnike in seveda delati v okolju, ker ostalo dela nas ravno tako počaka in nas potrebuje, je pač izredno težko potem take stvari. Tako da, če bi hoteli v resnici razvoj na področju redkih bolezni pospešiti in omogočiti, da več študij teče, bi mogli predvsem več zdravnikov, več zdravstvenega osebja zaposliti, tudi sester recimo na našem oddelku res izjemno veliko manjka in smo že na tem, da pravzaprav ne vemo, če bomo lahko
zagotovili osebje za dežurne, vsakodnevne dežurne, ki morajo biti nameščene na pediatrični kliniki. Tako da več ljudi bi potrebovali, to je ta prva stvar, da se pa znamo organizirati, je pa očitno.